Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V zadnjih 10 letih se slovenska cerkev sooča s številnimi problemi. Med najpomembnejše poznavalce prištevajo zmanjševanje števila duhovnikov in vse manjše število tudi bogoslovcev. Gost v današnji oddaji je eden od dveh letošnjih novomašnikov škofije Koper, Luka Jesenko, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan. Povejte nam, kako preživljate te zadnje dneve, tedne pred novo mašo? Ja, je kar en tak pester čas priprave, malo je tudi prisotno že vznemirjenje, ker je to le velik dogodek zame, za družino, pa tudi za celotno našo župnijo Godovič. Povejva to, da ste letnik 99, doma pa v Jeličnem Vrhu oziroma spadate pod župnijo Godovič. Ja, tako je, ja. Osnovno šolo ste obiskovali najbrž v Godoviču, v Idriji? Ja, najprej 5 let podružnico v Godoviču, potem pa nadaljevanje v Idriji. Ja. Sledila pa je gimnazija v Ljubljani. Kako je bilo tam? Gimnazijski čas je bil zame zelo lep čas, to zmeraj poudarjam, in sem tudi vedno bil vesel, da imam to možnost in sem se v Ljubljani, v škofijski gimnaziji zelo dobro počutil. Je bilo to eno okolje, kjer sem lahko na različnih področjih rastel in se tudi družil z vrstniki, s podobno mislečimi, in mi je bilo to v veliko veselje. Niste pa živeli v dijaškem domu? Ne, sem se vozil vsako jutro od doma, kar je bilo kar včasih naporno, ker sem vstajal zgodaj, malo po 5 uri se vračal pozno, okrog 5 popoldne, pa še kasneje. Ampak mi ni bilo žal, no. Tudi oba starša delata v Ljubljani, tako da sem se potem vse zjutraj vozil kar z njima. Zelo zanimiv podatek je ta, da ste na maturi osvojili vse možne točke pri filozofiji. Vas to posebej zanima? Ja, v gimnazijskem času sem odkril eno tako posebno veselje, navdušen nad filozofijo, in mi je v resnici res ležala. Tudi za maturo v resnici priprave so bile zame bolj eno uživanje v smislu, da sem prebiral različne tekste, različnih filozofov, članke, bolj kot da bi se učil nekih podatkov. In ja, na koncu se je tudi tako dobro išlo, da sem dosegel tak rezultat. Sprva pa ste razmišljali, da boste študirali fiziko. Ja. Kako iz fizike na teologijo? V resnici ja, tudi poleg filozofije sem imel na maturi fiziko. In tudi fizika me je ves čas že od osnovne šole naprej zmeraj navduševala. In v resnici najprej se mi zdi taka kombinacija, kdo vpraša fizika, filozofija, kako pa to, ampak v resnici zame je povsem logična kombinacija, zato ker obe temeljita na razumu, na logičnem razmišljanju in so zato zelo sorodni. Potem, kako sem pa iz tega končal na teologiji, to je šlo pa predvsem zato, da sem v sebi prepoznal ta klic, to poslanstvo, da postanem duhovnik. Zame je bil vpis na teologijo povezan s to odločitvijo. Ni šlo zato, da bi me recimo posebej zanimala teologija, ampak ker je teologija nujno povezana z poklicom duhovnika, s poslanstvom duhovnika, zato sem se tudi takrat potem na koncu vpisal na teologijo. Kako so vaši bližnji, prijatelji, znanci sprejeli to vašo odločitev? Ja, nekateri so bili zelo presenečeni, ker to ni bila ena stvar, o kateri bi jaz predtem zdaj na široko okrog razlagal, da o tem razmišljam. Je bila to ena stvar, ki se je v meni počasi dogajala. Preden sem jaz sprejel to odločitev, je trajalo kar nekaj let enega premišljevanja, razločevanja, bi rekli, v našem žargonu. In z večina pa moram reči, da z velikim veseljem. Posebej, mogoče na začetku še z nekega tako malo skeptično, z malo strahu, tisti, ki so mi res poznali, pa boš resnično tam srečen, pa boš lahko v današnjem svetu, ki je zahteven, ki je dostikrat tudi precej nasproten veri, recimo, in tudi duhovnikom, kako boš zmogel, ampak potem, ko so tekom let priprave v semenišču videli, da sem tam srečen, da sem trden v tej svoji odločitvi, lahko rečem, da so vsi z enim veseljem in podporo na tej poti spremljali.
Leta 18 ste stopili v bogoslovje in na teološko fakulteto v Ljubljani. Takoj po maturi na škofijski gimnaziji sem potem se upisal na teološko fakulteto in začel potem v jeseni študij na teološki fakulteti in formacijo bivanja v semenišču. Po 2 letih pa ste se tam izpisali in se upisali na fakulteto v Rimu. Kako to? To je pa v bistvu bil škofov predlog. Škof me je takrat, ker je bil ravno čas korone, se nisem mogla srečati v živo, me je poklical po telefonu in mi predlagal, da se je malo pozanimal pri različnih ljudeh, duhovnikih, ki me poznajo, in da je ocenil, da bi to bilo zame nekaj dobrega, in ker se je ponudila možnost, da za bivanje in za študij v Rimu, mi je potem to predlagal in jaz sem to sprejel in tako se je to v bistvu zgodilo. Kako pa ste semeniščniki doživljali čas korone? Je bilo kar zanimiv čas. Jaz po svoje moram reči, da mi je bilo, sem zelo hvaležen, ker sem takrat bil v semenišču, ker povsod drugot ko so bile stvari zaprte, tudi ni bil možen obisk maše, mi smo tam lahko vsak dan imeli mašo, ker smo bili zaprti v eno hišo, v eni skupnosti. Pa hkrati tudi po svoje je bil zame to dragocen in kar dobro izkoriščen čas, zato ker je bilo kar naenkrat, je veliko enih drugih obveznosti odpadlo in je bilo več časa tudi za študij, tudi za branje, in tudi med sabo smo se v bistvu na nek način bolj povezali med sabo, fantje, ker smo pač več časa preživeli skupaj v hiši. Potem pa Papeška univerza Gregoriana v Rimu, to je tako znamenita izobraževalna ustanova. Kako poteka delo tam? Delo poteka v bistvu na prvi pogled zelo podobno kot pri nas. Tudi sam predmetnik ni bistveno drugačen od teološke fakultete v Ljubljani. Glavna razlika pa je pravzaprav, jaz bi rekel, mednarodnost in pa velikost. Teološka fakulteta v Ljubljani je bolj majhna, tudi nas v letniku, v tem našem programu nas je bilo recimo 5-6, v Rimu nas je bilo kar naenkrat 120 v predavalnici. In iz vseh kontinentov, približno 50 držav recimo, in je iz tega vidika ena druga izkušnja. In se mi zdi, da sem tudi iz tega vidika precej dobil. Hkrati pa gotovo tudi sam jezik, študij dol je potekal v italijanščini, tako da sem se mogel najprej naučiti tudi italijansko, da sem sploh lahko začel. Prej niste govorili italijansko? Ne. Nekaj mesecev prej, se pravi sredi poletja, že začetek avgusta, sem že odšel v Rim, prav z namenom, da sem potem opravil en tak intenzivni tečaj italijanščine, da sem lahko potem jeseni začel s študijem na fakulteti. Ta študij ste končali in to ne tako slabim rezultatom, ne? Ja, sem, se pravi lansko leto, 2024 sem zaključil študij teologije, s kar dobrim uspehom. Lepo je, da ste bili odlični. Ja. Tako. Stanovali pa ste v papeškem kolegiju Germanicum v Rimu. Kdo je tam gojenec? Tam smo gojenci predvsem, se pravi, bogoslovci in pa tudi že duhovniki, ki nadaljujejo študij v Rimu iz držav Srednje Evrope, lahko bi rekli iz nekdanjih nemških dežel, vse to, kar je bilo kadarkoli v zgodovini del tega področja. Se pravi, jaz sem imel sošolce seveda iz Nemčije, Avstrije, tudi Nizozemske, Madžarske, Hrvaške, tudi zdaj tudi kakšen Ukrajinc, mislim, da sta 2 trenutno v Germaniku, tako iz tega širšega srednjeevropskega prostora. Ta mednarodna udeležba pravzaprav vam daje neko širino najbrž. Ja, jaz bi rekel, da osebno za ta prvi del študija je največ, kar sem dobil, je bila prav ta izkušnja. Ko se pogovarjaš z ljudmi, z bogoslovci, duhovniki iz različnih držav, vidiš tudi vsako področje ima svoje izzive, ima drugačno situacijo doma in se tudi na drugačne načine soočajo z raznimi sodobnimi izzivi in potem vidiš, da mogoče dobiš malo širši pogled, ker pri nas imamo svoje težave, smo včasih zelo ozkogledi, se osredotočamo samo na te, pa
pa pozabimo malo, da je marsikaj drugje še, lahko da so izzivi še dosti večji in da se jih da tudi na drugačne načine reševati. Rečem dosti, da v enem dobrem smislu malo zrelativizira pogled na kakšne težave, izzive sodobnega časa. 1. oktobra lansko leto ste prijeli diakonsko posvečenje v Rimu. Zakaj tam? Zato, da sem na ta način zaključil ta prvi del študija in ker sem tudi v bistvu konec koncev večino časa preživel tam. V Ljubljani sem bil 2 leti, v Rimu 3 leta in zato je taka navada, da potem se zaključi to prvi del študija, osnovni študij, tudi v Rimu z diakonskim posvečenjem. To je prva stopnja duhovništva. Tako, to je prva stopnja duhovništva, je pa hkrati tudi tista glavna prelomnica. Pri diakonskem posvečenju se včasih hecam. Tam obljubiš vse, kar je za obljubiti. Takrat naprej nekako ni več poti nazaj. To je tako kot recimo pri poroki ali potem. Takrat da človek tiste najvažnejše prve obljube. Zadnje leto pa ste preživeli v Sežani, kjer ste bili, kako bi se reklo, pomočnik na župniji. Kaj ste delali? Jaz kot diakon sem bil v župniji Sežana. Delal sem pa to, s čimer se duhovnik na župniji tudi kasneje ukvarja. Predvsem je bilo to poučevanje verouka. Sem imel kar 4 skupine, 4 ure verouka tedensko in pa potem predvsem sem se ukvarjal s skauti, z mladimi in pa veliko pa je bilo tudi obiskovanja bolnikov starejših. V Sežani tudi bolnišnica, dom za ostarele, tako da smo tudi precej časa sem namenil tudi temu. Pa je bil ta preklop med akademskim življenjem v Rimu in tako stvarnostjo na župniji kaj težak? Ne bi rekel, da je bil težak, jaz sem se ga precej veselil. Sploh, ko sem bil v Rimu 3 leta, malo odmaknjen iz te naše slovenske realnosti, tudi življenja ljudi na župnijah. Sicer sem imel tudi dol tam sem si najdel kakšno dejavnost pastoralno z ljudmi, da tudi nisem povsem izgubil tega stika, ampak sem z enim velikim pričakovanjem šel na župnijo. Mogoče tudi z mano, seveda na začetku, malo tistega strahu ali pa enega vznemirjenja, kako bom zdaj se našel v te vloge, kako bom deloval, ampak se je kmalu izkazalo, da ni razlogov za kakšen strah in sem se zelo, zelo dobro tam ujel. Sicer pa sem prebral, da ste tudi malo alpinista. Ja, prav alpinist jaz sicer ne bi rekel, ampak pa predvsem rad zahajam v hribe, hodim v hribe. Je pa res, da smo tudi predvsem v srednješolskih časih z bratom in s prijatelji, ker se tudi podal na kakšno lažjo plezalno turo. Malo sem se ukvarjal s športnim plezanjem, tako ljubiteljsko, nikoli kaj profesionalnega, ampak v zadnjih letih mogoče sem malo zanemarjal to, oziroma nisem našel časa, si vzel to časa, ampak imam pa v sebi še zmeraj to veliko ljubezen do gora in tudi željo, da bi se malo bolj aktivno spet ukvarjal z gorništvom. Kako gledate na izzive, ki jih prinaša današnji čas za duhovništvo, za življenje cerkve? Ja, izzivi današnjega časa so definitivno veliki in jaz zmeraj rečem, da so za vsakega človeka, se mi zdi, današnji čas ni enostaven čas. Tempo v današnjem svetu je izjemno hiter in tudi narašča. In tudi celotna družba je tako naravnana, da je za človeka kar zahtevna, sploh za mladega človeka. Nisi enostavno, ustanovi družine, najti stanovanja, si utretene poti v življenju. In vse to, pa mogoče še kakšen izziv zraven, seveda vpliva tudi na cerkev, ki je prav tako v tem času tukaj, in se sooča seveda z velikimi izzivi. Tudi eno od teh je seveda predvsem tukaj v Evropi, pad vere, in posledično, jaz pravim tudi duhovnikov, poklicev, je gotovo zaradi tega manj, ampak je pa to en tak tipično evropski problem. Jaz sem videl, prav v Rimu sem imel precej sošolcev iz Azije in jugovzhodna Azija, Vietnam. Tam vera tako raste, da ne morejo sprejeti vseh, ki bi želeli postati duhovniki, čakajo po več let, da lahko pridejo v semenišče. Tako da to je en tak, recimo, izziv
naše evropske zahodne družbe. Cerkev na Slovenskem se najpogosteje pojavi v medijih, v središču javnosti ob kakšnih težavah. Kako gledate na probleme pedofilije, na primer? Ja, nažalost je tako, da dostikrat se poroča samo o kakšnih slabih stvarih, o kakšnih škandalih, in zame osebno je to predvsem ena velika bolečina, ker so to stvari, do katerih ne bi smelo prihajati, do katerih ne smemo imeti nobene tolerance, in je prav, čeprav je boleče, je prav, da te stvari pridejo na plano in da se tako razčisti, da lahko potem gremo naprej in gradimo na tistih pravih temeljih. Ker je gotovo, take stvari zamajajo tudi vero ljudi, če že ne v Boga, pa predvsem tudi v institucijo, ampak edini način, da se to, da gremo naprej, da se to razčisti, da se to reši in da tudi tisti, ki so za to odgovorni, prevzamejo odgovornosti in odgovarjajo. Institucija je v nekaterih pogledih tudi bogata, je lastnica gozdov, nepremičnin, vseh mogočih stvari. Je to odklon od prvotnega biblijskega sporočila? Tukaj se mi zdi najprej, da so te stvari dostikrat tudi malo prenapihnjene, ali pa tudi, da so zelo neuravnotežene. So določene, ne vem, mogoče škofije, institucije, znotraj cerkve, deli, ki imajo res več premoženja, so pa deli, ki ga nimajo, ker predvsem se mi zdi tukaj tudi vse ta infrastruktura, vse cerkve, objekti, lahko z vidika nekoga so mogoče premoženje, ima iz vidika župnij, recimo, so pa v veliki meri tudi strošek. Tako da se mi zdi, da to, da je cerkev bajno bogata, je malo predsodek, ni v resnici tako. Po drugi strani je pa res, da je prav, da so finance cerkvene so transparentne, in bi verjetno na nekaterih področjih morale biti še bolj prav zaradi tega, zato da ne bi mogli potem kar vse povprek obtoževati, da se denar porablja v slabe namene, da cerkev obrača bajna bogatstva, ker marsikje to tudi ni čisto tako res. Ampak v naših ljudskem prepričanju pa je tako, včasih mogoče navzven res tako izgleda in tega bi se mogli izogibati, zato ker če izpade tako, potem je to gotovo v nasprotju s tem, kar cerkev uči. Se mi pa zdi, da tudi po drugi strani cerkev potrebuje tudi sredstva za svoje delovanje in tudi za dobre stvari. Cerkev ogromno sredstev namenja tudi Karitasu, dobrodelnosti, programom za mladino, za pastoralo. Vse to zahteva ena sredstva in se mi zdi, da cerkev ogromno tudi tako finansko, tudi čisto kadrovskih in vseh teh zmožnosti, zmogljivosti namenja prav za te namene. In da je tudi zato v družbi ena institucija, če gledamo čisto iz vidika kot institucije, ki pripomore pozitivno na celotno družbo. In se mi zdi to tudi zelo pomembno. Ste na začetku te vaše kariere, če tako rečeva, kako gledate, kje se vidite čez 30-40 let? V resnici ne razmišljam prav dosti, kje bom tako daleč v prihodnosti, zato ker po svoje, za koga bi bila lahko težka stvar, ampak zame je pa včasih tudi ena uteha, pa po svoje ena taka zelo osvobojujoča stvar, da jaz bom tam, kjer me bo moj predstojnik, moj škof poslal. Jaz s tem, ko sem se odločil za duhovništvo in tudi s posvečenjem, že z diakonskim, pa tudi z duhovniškim, še bolj se dajem na razpolago. Tam, kjer me bo cerkev v Sloveniji potrebovala, tam bom. Verjetno, jaz upam, da nekje na eni župniji med ljudmi, to mi je v veliko veselje, ampak povsem mogoče pa, da bom zraven imel tudi še kakšno drugo vlogo. Pač tudi čez 30 let se bo situacija pri nas tudi zaradi števila duhovnikov tako spremenila, da se je težko pravzaprav predstavljati, kaj vse me bo takrat čakalo, pa kakšno
koliko enih zadolžitev bo takrat imel, recimo en povprečen duhovnik v Sloveniji. In je mogoče boljše tako, da še ne vemo točno, kaj vse nas čaka. Pa pogledal v bližnjo prihodnost, pred vami je nova maša v Godoviču. Z našo kamero smo obiskali Silvija Jesenka, sicer je to vaš stric, ki nam je povedal, kako potekajo priprave, pa si poglejmo. Dogodek nove maše je za župnijo Godovič izrednega pomena. To je prvi tak dogodek po 20 letih. Za samo pripravo nove maše je župnijski pastoralni svet imenoval ožji pripravljalni odbor, ki skrbi za aktivnosti za samo izvedbo. Za samo izvedbo smo pripravili duhovni del in pa pripravo prizorišča za novo mašo. Za duhovni del so glavne aktivnosti priprava duhovnega šopka, kjer se zbirajo molitve župljanov in pa 9-dnevnica, ki bo potekala 9 dni pred novo mašo. Za 9-dnevnico naj povem, da je zanimivost to, da jo bodo izvajali rojaki, župniki iz župnije Godovič za Vratec, ki jih je 8 in bodo vsak dan imeli eno mašo. Za samo pripravo prizorišča pa smo se povezali s krajevno skupnostjo, s prostovoljnim gasilskim društvom, športnim društvom, s župnijsko Karitas in drugimi skupinami iz župnije Godovič in pripravili podroben plan aktivnosti v tednu pred novo mašo za samo pripravo prizorišča, za postavljanje mlajev, za krašenje. Poskrbeli smo tudi za nove mašne prte, kjer so se čipkarice iz Godoviča angažirale in aktivirale čipkarice po vsej Sloveniji, da so pripravile čipke, ki so sedaj ušite v nove mašne prte, tako da mislim, da bo celotna slovesnost lepo zaokrožena. Tako pravi Silvo Jesenko. Sicer pa sem slišal, da bo nova maša potekala pod šotorom na parkirišču. Tako je, ker je cerkev v Godoviču zelo majhna in ne more niti približno sprejeti takega števila ljudi, kot jih pričakujemo na novi maši, smo se odločili, da bo nova maša zunaj, zraven cerkve, tam na parkirišču zraven bo tudi postavljen oder in šotor, kjer bo potem oltar in kjer bo potekala maša. Slišal sem, da igrate tudi kitaro. Drži. Imeli ste tudi tako bolj rockersko obdobje, še drži? Ja, še zmeraj občasno rad tudi še taki glasbi prisluhnem, čeprav res bolj poredkoma kot včasih. Sem pa v srednji šoli imel eno tako obdobje, ko sem rockersko, še včasih se skoraj malo metalsko, ker takrat sem se tudi v bistvu naučil kitare. V bistvu sem samouk, predvsem preko spleta in s pomočjo raznih kakšnih sošolcev, prijateljev, sem se naučil igrati kitaro. Tudi takrat si kupil električno kitaro, ojačevalc in vse, kar pa še zraven. In smo včasih tudi kakšno tako glasbo zaigrali. Metalci sploh tako niso slabi ljudje, kar jih jaz poznam osebno. Definitivno ne. Tudi jaz imam veliko prijateljev, predvsem iz tistega obdobja še, ki nas je družila takrat tudi ljubezen do glasbe. In ne so praktično vsi, ki jih poznam, zelo, zelo dobri ljudje. Na novi maši bo poseben poudarek tudi glasbi. Damjana Vončina skrbi za ta glasbeni del, pa poglejmo, kaj nam je povedala o pripravah. Ja, glasba ima na novi maši velik pomen. Tudi zaradi tega se v Godoviču pripravljamo na ta dogodek že od meseca januarja. Združili se bomo mešani zbor iz Godoviča in zbor iz Vratca, torej iz obeh župnij, tako da bo pevski korpus kar precej velik. Na orglah nas bo spremljala organistka iz Črnega Vrha, Leja Zajec. Smo si pa orgle, lahko povem kot zanimivost, sposodili v Šebrejlah pri gospodu Albinu Prezlju, ki ima orgle doma, in za ta namen smo ga prosili za izposojo, tako da bo, ne glede na to, da bo nova maša zunaj, bo bil glasbeni del dejansko izvajan tako, kot da bi bila nova maša v cerkvi. Naj še povem ob tej priliki, da smo naročili pri skladatelju Marjanu Grdodolniku psalm na besedilo novomašniškega gesla Ti si moj Gospod, vsa moja sreča, in bomo na novi maši ta psalm tudi prvič izvajali.
Vesela sem, da so se godoviški pevci spomnili za to idejo, ker bomo s tem psalmom dali še en dodaten pečat vsemu temu dogodku, ki se bo dogajal v Godoviču. Tako Damjana Vončina, to bo zagotovo pomembno obogatilo to slavje. Seveda, jaz se tega zelo veselim. Sem vesel, da zato nasplošno za naše pevce, da so se tako s tako mero zagnanosti in dobre volje lotili tega projekta. Tudi sam sem v času svoje srednje šole kar nekaj let pel v župnijskem zboru in imam veliko ljubezen do te glasbe. In še posebej tudi ta psalm, ki so ga dali napisati, bo pa tudi zame eno tako presenečenje, še nisem videl not, nisem slišal, tako da se veselim tudi res te priložnosti. Še pred novo mašo pa bo mašniško posvečenje, mislim, da v Koprski stolnici. Kdaj bo to? Tako, to bo v Koprski stolnici 29. junija ob 5. popoldne. 29. junij je, lahko rečemo, v Sloveniji že kar standardni datum, praznik apostolov svetih Petra in Pavla, in takrat bova oba koprska diakona posvečena v duhovnika. Po novi maši, en teden po novi maši, pa nazaj v Rim. Kako to? Ne sicer čisto en teden, ampak poletje bom še preživel tukaj, se pravi v Sloveniji doma, na različnih koncih, ampak potem pa jeseni se pa vračam na nadaljevanje študija v Rim. Tako da že s oktobrom že začnem v Rimu, sicer študijem filozofije. Očitno vas filozofija tako vznemirja, da boste kar nadaljevali. Ja, sem zelo hvaležen za to, da se je pojavila ta možnost, predvsem tudi res za študij filozofije, ki, kot so že prej govorila, me je že v času srednje šole zelo navdušila in zato se kar z eno veliko mero tako veseljem pričakovanja veselim tega študija, te možnosti. Luka Jesenko, želim vam vse dobro pri vaši poklicni poti, da bi bili srečni, zadovoljni in da bi bili uspešni, tudi sedaj pri študiju magisterija in verjetno kasneje tudi doktorata v Rimu. Hvala za ta obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Najlepša hvala za povabilo, za ta pogovor, pa bi izkoristil to priložnost zdaj še, da povabim vse, ki boste mogoče imeli čas na nedeljo 30. junija, ob 10. uri bo v Godoviču slovesnost nove maše, kamor ste vsi lepo povabljeni. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.